Pozdravljeni, sem Marja Milič in gledate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Preden gremo na današnjo epizodo, bi vas rada spomnila na naše delavnice, ki so vam stalno na voljo v MoneyHow oblaku. Na delavnici Investiranje za začetnike omenjamo tudi različne strategije investiranja v času bikovskega, pa tudi seveda medvedjega trenda. Tam boste našli tudi konkretne predloge o sestavi portfelja. Več o delavnicah na spletni strani businesspace.com. Povezavo pa objavim tudi v opisu te epizode. Gremo na današnjo vsebino. O kriptoimetjih, kriptostrategijah in kriptoizkušnjah se bom pogovarjala z dvakratnim najfinančnikom leta, sicer nekdanjim predsednikom uprave zavarovalnice Triglav, ki je na zadnjih lokalnih volitvah postal tudi župan Kranja. Torej občine, kjer se je rodila prva kriptomenjalnica Bitstamp in je tudi dom prvemu blockchain spomeniku na svetu. Pozdravljen, gospod Matjaž Rakovec. Ja, lep pozdrav, živijo. Kako ste? Ste v redu? Vedno pozitiven, vedno optimističen, tako da zelo v redu. Tako kot se za kriptoinvestitorje spodobi. Tako, ja. Nikoli ne smemo izgubiti upanja. Večino kariere ste preživeli v zavarovalništvu. Zavarovanje v osnovi pomeni zaščita premoženja, zdravja, življenja pred različnimi tveganji. Zdaj, aktuarji, ki so v bistvu v matematiki, stalno računajo verjetnost nastanka nekih dogodkov, verjetno pa v vseh teh kalkulacijah ne morejo upoštevati čisto vseh dogodkov, ki nas na koncu tudi lahko zelo presenetijo. Recimo, presenetil nas je leta 2015 žled, marsikoga, tudi zavarovalnice, ki so takrat utrpele kar nekaj škode oziroma so mogle izplačati kar nekaj odškodnin. Potem so imela tudi en tak večji dogodek, ki je bil potres v Petrini, se pravi na Hrvaškem. In pa seveda konec koncev tudi ta vojna, Ukrajina, Rusija in pa vse te posledice, ki potencialno pridejo. Zdaj, tudi vlagatelji konec koncev se moramo obnašati mogoče majčkeno podoben kot zavarovalničarji. Se pravi, da iščemo, poskušamo prepoznati tveganja in pa jih seveda tudi obvladovati. Pri kriptu pa se mi zdi, da je vseeno malce drugače. Kripto velja za izredno nepredvidljivega in špekulantskega. Kako tu prepoznati in obvladovati tveganja? Ja, dober uvod, zanimivo vprašanje. Najprej bi sam, če se vrnemo malo na zavarovalnico, dejansko, če ne bi bilo škod, če ne bi bilo škodnih primerov, ne bi bilo zavarovalnic, ne bi bilo tega finančnega segmenta. Tako da dejansko, kakorkoli čudno se sliši, dobro je, da so tudi škode. In to dobro je, da tudi v takih osebnih investicijah včasih dobimo kakšno po prstih, pa nas malo, tako bi rekel, spravi na realna tla. Kar se tiče pa tveganja, ja, vi ste prav ugotovila, kripto je posebej tvegano področje, ampak jaz vidim luč na koncu tunela, da se bo zadeva regulirala, tako kot je zavarovalništvo, tako kot je bančništvo. In kripto bo obstal in kripto bo dobil dodaten zalet, seveda takoj, ko bo regulator dobil tiste osnove, da bo to področje tudi reguliral. Drugače pa, če povežemo moje delovanje, to se pravi skoraj 20 let v zavarovalnici, pa zdaj ta novo področje kripta, ravno na tem segmentu s kolegom dejansko začela z ustanovitvijo kriptostrategije Goldhorn, ki prav vodi v to smer, to se pravi nekega zmanjšanja tveganja za kripto vlagatelje. A greva mogoče, preden gremo seveda tudi na ta sklad, identificirati, katera so tista tveganja, ki potencialno nas lahko najbolj prizadanejo, recimo v konkretno danes, v tem trenutku? Poglejte, jaz sem v svoji praksi, kar se ukvarjam s kripto, doživel marsikater padec, veliko izgube. Sploh v letu tam 2016 do 2008 je bilo veliko, predvsem preko socialnih medij, informacij, ki so vodile samo v
hipen dvig cene enega kovanca in potem takojšen spust. In dejansko to prakso moraš dati skozi, zato da potem postaneš bolj previden, da postaneš bolj pasiven vlagatelj. In moja strategija je še vedno zdaj po tolikih letih, jaz sem pasiven vlagatelj v kripto, to se pravi, ne iščem vrhov oziroma dnevno ne hodim iz enega v drugega, ne trgujem, ampak pustim na dolgi rok, in to se je izkazalo v mojem primeru konkretno kot zelo dobra praksa. To se pravi, največje tveganje v tem trenutku je, da ljudje hrepenijo po takojšnjem zaslužku, po hitrem zaslužku, ampak na koncu, verjemite mi, saj kot jaz tudi s kolegi govorim, pa tudi jaz sem v to prakso, dejansko zna se zgoditi, da večinoma premoženje lahko zaradi takega aktivnega trgovanja zgubite, razen če res niste 24 ur v tem poslu, da preberete vse novice, ki se kjerkoli napišejo, da ločite, kaj je nekako informacija, ki želi samo, da se določena vrednost kovanca dvigne, in kaj je dejansko res prava informacija. Ja, tudi v borznem svetu se stalno bije bitka med aktivnim in pasivnim upravljanjem, o tem smo že zelo veliko govorili. Pa me zanima, zdaj benchmark v kriptosvetu predvidevam, da je Bitcoin. Kateremu indeksu? Mi, ko govorimo o pasivnih strategijah, sledimo pač nekemu indeksu in nismo preveč ambiciozni, da bomo presegli ta indeks, ne? Torej, sledite Bitcoinu, ne? Ne, poglejte, dejansko strategija je podobna kot pri ETF modelu. To se pravi, mi konkretno imamo 7 pasivnih skladov. In bistvo vsega tega je, da pa samo enega aktivnega, recimo. To se pravi, mi imamo jasno strategijo, v katere kovance vlagamo. Recimo, če ponazorim Goldhorn Crypto World strategijo, v katerem je 60% naloženo v Bitcoin, 30% v Ethereum, 10% pa ostane za take druge kriptožetone. In recimo tistim, ki se malo bolj spoznajo v kripto, je to dejansko znana strategija, ki jo ima lastnik Mavericksov, to se pravi lastnik našega, da tako rečem, Dončića. In on je dejansko aprila lani objavil, da vlaga svoje premoženje v kriptosklade, v to strategijo, in lahko povem, da ta strategija dejansko je bila v Goldhornu Crypto World dejansko pol leta že pred tem, ko je Mark Cuban objavil to svojo filozofijo, v bistvu kam vlaga. Drugače pa imamo različne modele, recimo Goldhorn Crypto Dynamic ima naloženih 25 najbolj z največjo kapitalizacijo kovancev, vsakega po 4%, vsakih 15 dni se potem naredi rebalancing, tako da dejansko res sledimo tistim najbolj sigurnim, da tako rečem, kriptokovancem, in njihovo razmere se pa glede na odstotek seveda menja. Recimo v Dynamicu je vsakega tega kovanca 4%, potem imamo balance, kjer je polovico, to se pravi 2,5% vsakega kovanca, polovico pa v USDT-ju, to se pravi v stablecoinu in podobno. Skratka, 7 takih strategij, kjer dejansko vlagatelji točno vedo, kakšno je razmerje med posameznimi kovanci, in vsakih 15 dni, kot sem dejal, se dejansko rebalansira, pomeni, da gre na tisto izhodiščno razmerje, ki ga ima posamezna strategija. No, zdaj, ko omenjate tudi sklade, ki kotirajo na borzi, torej ETF-e, ali so tudi potem provizije tako prijazne, kot so pri borznih ETF-ih? Ja, tudi provizije so različne. Recimo pri aktivno upravljanjem imamo performance fee, drugače so pa provizije tam od 2,5
1,75 do 1,25%. To se pravi na tistem konzervativu, kjer je samo 25% kovancev, to se pravi vsakih od 25 ima vsak po 1%, 75% pa je naloženo v stablecoine. Tako da je provizija, ki se obračunava na letni osnovi, vsake 6 ur, mislim, da dejansko zelo prijazna vlagateljem. Stvar debate, če govorimo o pasivnem investiranju v borznem svetu, so provizije zelo nizke, recimo tam 0,2% na letni ravni, tako da mogoče tukaj so kakšna drugačna pravila v kriptosvetu, da se pač da malce več zaračunati, ali kako? Ne, veste, kako je? Tukaj je manjše število vlagateljev. Sej to se bo s časoma seveda približalo ETF skladom, ampak dejansko za vse stroške, za upravljanje, ki jih imamo, je v tem trenutku v bistvu ta izračun nekako najbolj ekonomičen. Veliko strategij se pa poslužuje performance fee, kar je pa seveda, se mi zdi, strani vlagatelja zelo rizično, ne? Ampak dobro, tudi to obstaja. Koliko pa je v tej košarici kriptovalut, vsega skupaj? Ker recimo pri ETF-ih imaš lahko na tisoč naložb v eni košarici. Ja, 4 skladi so, kjer imamo jasno strategijo. 25 kovancev, tistih, ki imajo največjo tržno kapitalizacijo, s katerim se opravi največ prometa, imamo v 4 skladih. To se pravi Dynamic, Balanced, Moderate in pa Conservative. In v tistem, ki je najbolj, da bi tako rekel, dinamičen, imamo vsakega po 4%, torej 25 kovancev po 4%, se pravi 100%, celoten portfelj je naložen v kriptokovance. Potem imamo pa na drugi strani recimo najbolj konzervativnega, prav tako istih 25 kovancev, vendar vsak je udeležen sam z 1%, medtem ko 75% je pa dejansko v stablecoinu. A vi imate mogoče, že vem, da ste izkušen zavarovalničar, nisem pa čisto prepričana oziroma nisem seznanjena s tem, ali ste tudi v svoji karieri investirali, se ukvarjali z investiranjem na borzi, ne vem, kupovali opcije, trgovali z delnicami, ETF-i in podobno. Poznate vse te zgodbe oziroma strategije še iz tega sveta? Tako je. Jaz sem šel tudi v tisti šok, ki smo ga doživeli 2008, ko se je začela v bistvu, do zdaj se mi zdi, vsaj za mene, v teh mojih letih največja finančna in pa ekonomska kriza. Tam sem se začel igrati z vzvodi, danes se to več ne igram, ker je bila izguba 2008 tolikšna, da sem rekel, da se pač tega ne bom več lotil. To je bila ena taka dobra izkušnja. Je bilo neko zamrznjeno obdobje, tam sem mu kar nekaj delničev, kot sem bil predsednik uprave Zavarovalnice Triglav, seveda veliko teh delnic. Kar se je danes, kot vidite, izkazalo kot dolgoročna dobra naložba, to se pravi, zopet govorimo o nekem pasivnem upravljanju. Jaz se spomnim, recimo leta 2010, se mi zdi, je bila delnica Triglava vredna 11 evrov, danes je 37, to se pravi čisto realno krat dobrih 3 v 10 letih. To je plus še seveda dividende, isto če primerjamo neko Krko, ki je pač zdaj doživela malo padca zaradi Rusije. Ampak ja, skozi svoje življenjsko obdobje, sploh tisto aktivno, sem poskusil vse, doživel marsikatero razočaranje oziroma tudi zmanjšanje premoženja. In to je vse stvar učenja, predvsem sem se pa naučil, da je treba biti potrpežljiv, ne iti na dnevne novice, kaj vse se dogaja, ampak biti nek pasivni vlagatelj, predvsem pa naložiti to denar, ki ni tisti pomemben za trenutno življenje, ki se ga konec koncev lahko tudi odrečete. Se pravi, strategija hodl funkcionira. Ja, strategija, da tako rečemo, hodl, sigurno, to pri meni je in dejansko se tudi v tem kriptosvetu
pokazala kot dobra. Recimo, ko smo začeli z tem Gold Current kripto, takrat se je prva strategija, takrat nas je bilo res malo, imenovala GBA 15, sem vložil svojih 100.000 evrov in to je bilo 2016, konec 2015, 2016 in to je šlo v 3 mesecih, je šla številka na 30.000, to se pravi 70% zguba. Ampak potem je pa to nekako rezultiralo leta 2021, lani aprila, da sem pač del premoženja pretopil v vikend. Tako da dejansko je res treba imeti dobre živce, treba je zaupati, recimo v tem primeru kriptotrgu, razvoju blockchain tehnologije in zdaj dejansko imamo spet malo medvedjega trga, ampak leto, dve, ne vem, sploh se s tem ne ukvarjam, pogledam dnevno, ker imate pa še vedno to, kar ste tudi vi omenili, so razni kovanci, ki dnevno eksplodirajo in dejansko jaz imam v glavi, kje je zopet tista meja, kjer bo treba počasi malo iziti, iti ven iz tega in zato pač dnevno spremljam, kako se stvari gibljajo. Veliko zanimivih stvari ste povedali, ampak bom najprej to vprašala, ker to nas tudi najbolj pogosto sprašujejo naši poslušalci, in sicer strategije izhoda. Kdaj izstopiti iz naložbe, ker marsikdo vztraja in verjame, kljub temu, da je že naredil 100-200% donos, verjame, da bo ta stvar še rasla, potem pa pride 70% korekcija, pa se prime za glavo. Torej, kakšne so strategije izhoda? Tudi jaz sem šel v podobno zgodbo. Ko bo šlo recimo na 100, bom pa jaz šel ven. Ampak potem gre tudi na 110 in potem bereš novice, da bo šlo pa to na 200, da bo šlo na 300 in gre to na 150 in potem to, kar ste rekla, šok pade na 30. Zdaj to je šola. Zdaj to je šola, zato pač si mora vsak sam postaviti limit, kje, na kakšnem nivoju bo šel ven. Tudi mene včasih malo, da tako rečem, zagrabim pa rečem, bom še malo vlekel, ampak na koncu koncev se to nikoli ni izkazalo kot dobro. To se pravi, moraš postaviti limit, kot sem si ga jaz lansko leto uredil, to je limit, zdaj grem z delom premoženja ven in to se je izkazalo kot dobro. Vsak mora sam vedeti. Če gre pa za pasivne naložbe, da je pa seveda igra na dolgi rok in verjetno ima vsak od nas nek cilj. Bo kupil, ne vem, nov avto, bo kupil nepremičnino, ki jo dal v najem, bo vložil v neko podjetje, bo vložil. Recimo jaz imam zdaj tudi, jaz nisem, oziroma še zdaj nimam delnice, ampak sem nekako rekel, da zdaj, ko bo naslednji tak pri posameznem strategiji vrh dosežen, potem bom del denarja, ki ga bom pač unovčil, dal nazaj v delnice, ker se mi zdi to tudi, da še bolj razpršim premoženje. Skratka, vsak mora vedno sam pri sebi si postaviti tisti limit, kupil sem pri 10, ven grem pri 20, s polovico, s tretjino ali s celim, kakorkoli že. Vedno mora pa sam vedeti, pri pasivnih je pa ravno obratno. To se pravi, ko se ti nabere neka vsota, ki si začrtal, da boš iz tega nekaj reinvestiral v neko drugo področje, potem greš pa takrat ven. To, kar zdaj razlagate, je tako zelo zanimivo. Tudi mladi investitorji, kriptoinvestitorji so ugotovili, da je vseeno kripto tako volatilen, da si želijo vseeno malce sigurnosti in to sigurnost iščejo na delniškem trgu, ki pa je tudi konec koncev lahko izredno volatilen. Torej, vi ste pa tudi rekel zdaj, da zaenkrat ste investirani v kripto pa v nepremičninah, želite pa razpršiti še z delnicami. Tako je. Točno to, kot recimo 70% imam premoženja v nepremičninah, 30% v kriptu, to je približno taka stvar. Ampak zdaj ravno v bistvu, ko se je zgodila ta kriza s to vojno v Ukrajini, že prej sem razmišljal, ampak zdaj pa moje razmišljanje še bolj podkrepljeno s tem, da je potrebno, da grem še malo v delnice, ki pač na dolgi rok seveda predstavljajo neko sigurnost, prav gotovo energetske, zdravstvo. Tukaj so pač nihanja, ampak kot sem že prej povedal, kakšne so bile.
recimo prav na zavarovalnici Triglav, ne, kakšen je bil donos v 10 letih. Ne. Treba je imeti samo potrpljenje, potrpežljivost, pa še enkrat denar, ki ga ne potrebuješ za dnevne izdatke. Zdaj sva že večkrat omenila vojno. Veliko stvari se je tudi na področju kripto zgodilo ravno zaradi te invazije Rusije v Ukrajino. Recimo nedavno, par dni nazaj, je predsednik ZDA Biden izdal odlok za celovit pristop k regulaciji kriptovalut in pa k preučitvi posledic uvedbe digitalnega dolarja. Tudi EU je sprejela, vključno seveda ZDA, ukrepe za preprečitev morebitnega ruskega izogibanja tem sankcijam ravno v kriptosvetu. Kako zdaj gledate, ali lahko pride do hitrejše regulacije ravno zaradi te eskalacije? Ja, zdaj govoriva o tej MiCI, The Markets in Crypto Asset Regulation. Točno to, ne. Takoj, ko so se začele sankcije proti Rusiji, je tako EU oziroma Centralna banka Evropska, pa tudi ZDA, dejansko so pospešili sprejem zakonodaje, ki okvirja kriptosistem. In to recimo je za mene kot bivšega finančnika, rečemo, pa predsednika uprave zavarovalnice Triglav, seveda zelo dobrodošlo. Zapravi, stvari se premikajo v pravo smer, v javno razpravo in mi že bolj odhorno razmišljamo in delujemo v tem smislu. Tudi naša platforma Economy, za mene ena najbolj uspešnih teh digitalnih podjetij v svetu, dela v tej smeri. Tako da verjamem, da bo to dalo dodaten veter v krila kriptosvetu. Regulacija recimo v Evropi se bo izvajala preko EBE, preko European Banking Authority, in pa tudi preko ESME, to se pravi Evropskega ATVP-ja. Bistvo pa je, da se zagotovi nek stabilen finančni sistem, seveda preprečevanje pranja denarja in pa predvsem zaščita investitorjev. Američani grejo malo širše, oni imajo dejansko 6 točk, med njimi tudi govorijo, da bodo v ZDA vodilna na področju inovativnosti in prihodnosti finančnega sistema. To je priložnost tudi za nas v Sloveniji. Mislim, da imamo res zelo dobra podjetja, ki se s tem ukvarjajo, posameznike. Je pa vedno tako, vedno nek tak milestone, neko tako dejanje, kot je vojna, žal, pospeši marsikatero tehnologijo, marsikateri zoom ali pa sprejem neke zakonodaje. In dejstvo je, če tako zdaj malo z neke zgodovinske oddaljenosti pogledamo, 2008 se je začel spreminjati svet. Z Lehman Brotherji dejansko se je svet spremenil. Nekako smo lepo pluli potem po tej krizi do leta 2020-2019, ko se je začel pa novo obdobje, jaz pravim, in sicer z tem nesrečnim covidom, z to pandemijo svetovno, ki je dejansko spremenila svet, in zdaj še s to vojno. In tukaj dejansko so se začele tudi spreminjati stvari v kriptosvetu in to, kar ste vi omenila, to se pravi večja regulacija, sprejem zakonodaje tako na teh največjih ameriškem in pa evropskem trgu. Ja, regulacija definitivno pomeni pač da se bo vzpostavil nek red, po drugi strani pa pomeni tudi to, da bo prišlo verjetno do sprejema tudi zakonov o obdavčitvi virtualnih valut. Pri nas je trenutno 9. marca bil predlog predložen v vladni postopek. Kako vi gledate na ta predlog zakona o davku od virtualnih valut, ki so ga pripravili na Ministrstvu za finance? Glejte, pač mi živimo v državi Sloveniji, ki nam nudi tako in tako ugodje, tudi druge države, in logično je pač, da del našega zaslužka damo tudi državi. To je meni jasno in jaz se tega ne izogibam. Seveda, čim manj, da bi bilo v redu. Zdaj, predlog tak, kakršen je zelo poenostavljen. Jaz mislim, da bi tukaj morali finančni ministri
Evrope se dogovoriti za enotno politiko. Ne. Zdaj bom malo ven išel iz tega področja. Poglejte, COVID. Ne. Jaz mislim, da na tej črti je Evropa čist pogorela. Jaz sem v tem času pač mogel tudi veliko potovati, kadarkoli sem šel, Italija, Avstrija, Španija, Grčija, vedno sem mogel vzeti uro, 2 časa, preden sem še jaz na avion, da sem tja preletel, da sem sploh videl, kakšni so pogoji. Ne. Zgodilo se mi je 3 tedne nazaj, ko sem bil na Siciliji, da sem imel vse naše pač Green Pass in podobno, tam ni delal in tisti kelner je takoj poklical policijo, da pač sem se usedel na vrt, ker nimam vseh po italijanski zakonodaji dokumentov. In jaz se sam bojim, da se bo podobno zgodilo v Evropi, da bo vsaka država imela po svoje, da bo potem neka država postala oaza, kjer bo omogočen razvoj tega kriptosveta. Ne. In jaz upam, da to bo Slovenija in bi raj mogoče še malo počakal, dokler Evropa preko svojih regulatorjev ne postavi neke okvire. Ne. To je moja ideja, zavedam pa se in tudi to podpiram, da pač vsak od nas, ki vlaga tako v delnice, nepremičnine, kriptosvet seveda, mora državi dati en del tega zaslužka. Zdaj, vi se precej gibljete med ministri in poslanci in drugimi, a so mogoče kaj izrazili kakšno svoje mnenje glede tega predloga, se jim zdi dober, kolikšna verjetnost je, da bodo sprejeli ta predlog? Veste kaj, to vsi skrivajo, kdo kaj vlaga v kripto. Ne. Zelo malo nas je takih, kako bi rekel, v javnosti znanih, ki odkrito povemo, pa jaz tudi odkrito povem, kaj s tem naredimo. Ne. Tako da se kar nekako vsi izogibajo tega področja. Ne. Eni so za bolj strogo obdavčenje, ker je neka fama, koliko veliko se zasluži v tej zgodbi, ampak dejansko tako med prijatelji, ki se pogovarjamo, pa kdo tudi prizna, da je pa kar veliko izgubil. Tako da ne morem tukaj kaj reči, da bi se kdo od politikov, od ministrov, ki je veliko s tem ukvarjal, oziroma tudi ne vem, ne pogovarjam se o tem. No. Meni je v bistvu se mi zdi pozitivno, da se govori tudi o izgubah, kajti v medijih in drugje se izpostavljajo več ali manj zgodbe o uspehu, kaj se je dalo vse narediti, se pravi, kaj bi bilo, če bi bilo, so to scenariji, ne. Tako da večkrat ste omenili, da ste izgubili veliko denarja. Kaj konkretno to pomeni? A lahko poveva tudi številko? A ste več zaslužili ali ste več izgubil? Več sem zaslužil, logično. Ne? Ampak so pa bila obdobja, ko sem več izgubil, kot sem sploh vložil denarja. Ne? Jaz sem že prej povedal primera, ne? Začetek tega Goldhorna iz 100.000 na 30.000 v 3 mesecih. Ne? In potem mrk dejansko, če tako pogledava, 5 let. Ne? Od 2016 do 2021 popoln mrk. Potem pa pač rast krat 4, krat 5, krat 6. In veliko sem tudi na začetku vlagal v ICOT-e, to se pravi v Initial Coin Offeringe, predvsem slovenske. Tukaj sem recimo srečo s tem Economy. Economy je danes res platforma za te strategije. Oni so konec lanskega leta dobili tudi registracijo v Londonu pri Financial Conduct Authority, kar pomeni, da je to res velika strateška prednost pred vsemi ostalimi. Gre za regulirano platformo in to res veliko pomeni tistim, predvsem vlagateljem, ki ne želijo hitrih zaslužkov, pač na dolgi rok. In kot sem dejal, veliko ICOT-ov se je bilo izgubljenih, so pa recimo eden, ki je bil zelo uspešen, je še skozi uspešen in sem pač se sklenil, da se tega ne bom dotaknil in bom pustil mogoče še mojim otrokom, pa da vidimo, kaj je, ker verjamem v ta projekt. Nekaj jih imam še odprtih, to se pravi še iz leta 2016-2017 odprtih, ki se nič ni zgodilo. Sodeloval sem tudi pri projektu InsurePal, ki je bil, v bistvu so me tam povabili takrat, ko sem šel iz zavarovalnice Triglav.
produkt oziroma projekt je zelo dober, moram priznati, in bi zelo ugodno vplival na zavarovanja, predvsem avtomobilska zavarovanja. Žal sem zdaj izgubil malo stika, kako je, sploh ne gledam za te ICO in Šurpala, vem, da so se potem osredotočili še na druga področja, ker tukaj smo zadeli potem v eno to, kar sem prej omenil, a ne. Zavarovalstvo je izredno regulirana dejavnost, a ne, in vse, karkoli narediš, a ne, je seveda takoj regulator skoči in dejansko se začnejo kontrole. Tako da tukaj vidim verjetno glaven problem, nimam pa več nobenega stika. Ampak tukaj se je kar nekaj denarja izgubili, pa še posamezni ICO-ti, ampak kot sem dejal, dva, Economy in pa, dobro, lahko rečem Nexo, sta bila izredno uspešna in to sta naložbi, ki jih še zdaj trdno držim v portfelju. Ja, smo tudi mi kar precej poročali o teh ICO-jih, prvi izdaji teh kriptožetonov. Takrat so ljudje masovno res investirali v to, tudi precej denarja izgubili, sicer o tem pol niso več toliko govorili. Ko vi omenjate, da je padla v bistvu vaša naložba iz 100 na 30, to pomeni, da ni bila realizirana izguba, to pomeni, da ste še vedno držali in vztrajali, ker ste pač predvidevam verjeli v to zgodbo, ali pa ste si mislili, ok, bom to pustil, oziroma ste investirali toliko, kolikor lahko izgubite, predvidevam. Zdaj, ja, točno to, ja. Evo, zdaj ste zadela bistvo, ampak bistveno, kar je bilo, ne, ko je padlo to na 30, se rekel, dobro, če gre pa še na nulo, gre pa na nulo. Ne. Pač je še ena stvar v življenju, ki se jo naučiš, in potem, ko vidiš, da se stvari res na vseh področjih kriptosveta so se začele premikati, borze ustanavljati, menjalnice, da rečemo, no, potem pa začneš verjeti, da pač enkrat se bo to zgodilo in bo to doseglo neko vrednost. Sploh pa ta strategija, kot sem rekel, 25 najbolj prepoznanih z največjo tržno kapitalizacijo kovancov, tisti, ki so tudi najbolj frekventne na kriptomenjalnicah, a ne. Potem verjameš, da se to dogaja, ne, ker to mi tudi dejansko vsake 3 mesece se pregleda, a je še vseh 25, res 25, a je kakšen padel nižje, pa se je nekdo drug uvrstil na to lestvico 25 najboljših, a ne. Je to, kar ste rekla, to se pravi, denar, ki ga dejansko lahko pogrešiš, še vedno ti bo žal za njemu, predvsem je pa potrebno veliko, veliko, veliko potrpljenja, potrpežljivosti in to, kar ste pa tudi omenila, ne, postaviti si limit. Pri tej ceni ali pa pri tej vrednosti grem pa ven, pa če ne vem še, kaj se zgodi. Ne. Zdaj vas moramo vprašati, ker ste zdaj že toliko velikokrat ste v bistvu izpostavil rebalansiranje, pa konstantno kontrolo portfelja, prilagajanje portfelja. Konec koncev pod črto imate pa še eno službo, ste župan, jaz sem vas kar označila za kriptožupana. Kako vam uspe upravljati sklade in hkrati biti na tako odgovornem mestu? Ja, najprej bistvo vsega je imeti dobro ekipo. Ne. Če zdaj še tako povem malo, recimo jaz sem tudi predsednik Hokejske zveze Slovenije, v tem mojem mandatu smo se 2-krat uvrstili na olimpijske igre, kar je bilo seveda svetovna novica, premagali Američane na olimpijskih igrah, skratka, res zahvaljujoč dobri ekipi, potem sem tudi v Mednarodni plavalni zvezi, skratka, zelo aktiven, pobiram, srkam informacije, ideje in isto delujem tudi na mestni občini Kranj. To je 3. največja občina, imam super ekipo okoli sebe. Veliko smo naredili v tem mandatu, tako da dejansko si želim še enega, no, da ustvarimo še kaj pomembnih zadev. Ste pa že prej omenila, ja, imamo prvi krožišče, Bitcoin krožišče in moje razmišljanje je zdaj tudi, ampak tukaj je zakonodaja dejansko je zašla v slepo ulico, jo sploh ni, no, da bi tudi na mestni občini poskušali v smeri, da izdamo kakšen NFT. Ne. Tukaj zdajle že kar nekaj mesecev debatiramo, razmišljamo. Vidite, da se NFT-ji vključujejo v športno področje, umetnost, skratka. In jaz imam idejo, kako bi tudi na teh javnih službah lahko dejansko
izdali določen NFT. Predvsem je pa to, veste kako, mi zdaj delamo razpis za digitalizacijo mesta, a ne, in rad bi, da bi pač naši občani pa občanke dejansko se spoznali na tak neboleč način, brez kakršnega koli vložka, tudi s kriptodenarnico, kako ta svet deluje. A ne, to je nekako končni cilj, a ne, in zato bomo uporabili mogoče izdajo enega NFT-ja, da bo čim več naših občanov dejansko vstopilo v ta svet, ker to bo prihodnost. Kot ste omenila, izdaja se dolar na tej platformi, o evro tudi razmišljajo. Skratka, to bo prihodnost zdaj, ali bo to drugo leto, ali bo čez 2 leti, je seveda vprašanje, ampak bo pa. Mimo tega ne bomo mogli iti, ker to je pač razvoj, napredek in v to verjamem. No. Ja, všeč mi je vaša ambicioznost, ampak jaz sem zagovornik tega, da je treba najprej postaviti zdrave temelje, preden greš v en tak kripto svet, se pravi, mislim, da vseeno je potrebno najprej Slovence finančno opismeniti, se pravi, dati jim najprej osnove, potem gremo pa lahko upgrade delati. NFT je pa tudi ena taka zelo zanimiva zgodba, opažam, da tudi vse več podjetij se loteva tega projekta izdaje nezamenljivih žetonov. Nazadnje sem videla, da je med temi tudi Argeta. Tako da to je tudi en tak zelo vroč trend in ga poskušajo svetovni zvezdniki, pa tudi lokalni zvezdniki nekako zajahati, tudi podjetniki. Ja, Argeta, dobro, to morate vedeti, da pač predsednik uprave Droge Kolinske je tudi predsednik Smučarske zveze in tudi Smučarska zveza zdaj za Planico izdaja NFT-je posameznih skakalcev, a ne? To se pravi, znanje, ideja izhaja iz istega centra. Za Planico vem, za Argeto sem samo prebral, v katero smer to gre. Ja, dejansko, veste, nekako to je nek virtualni svet, a ne? Eno je lastništvo, fizično lastništvo, drugo je pa virtualno lastništvo in to je zelo težko preklopiti v glavah običajnih ljudi, da tako rečem. In zato to, kar sem vam omenil, ne, moja ideja je izdati tak NFT, ki bo privlačil naše občane, da ne bodo nič dali za to, ampak bodo nekako, da tako rečemo, prisiljeni odpreti kriptodenarnico, spraviti te NFT-je in imeti nek občutek, da imajo pa nekaj. To se pravi, da gre za izobraževanje, to, kar ste rekla. Se pa strinjam, nikakor za tistega, ki ni nekako, da ne ljubi tveganja, kriptosvet ni za njega. Ne. Razen mogoče, zdaj bom naredil reklamo za sebe, te skladi v Goldhornu, ki so pasivni, ker točno veste, da bo skozi ista formula, ista strategija, isto razmerje, medtem ko za vse ostalo je pa, kdor ne želi tvegati, ne bi priporočil kripto v tem trenutku. Zdaj, ko omenjate, da bi želeli spodbuditi ljudi k temu, da odprejo kriptodenarnico, potem ste pa tudi omenili svoj sklad, ne, to je v bistvu dosti blizu. Se pravi, mogoče Kranjčane spodbudil k temu, da investirajo v pasivno strategijo investiranja. Ja, dobro, to ne bi smel to mešati, no mislim, saj nisem nič, sam povedal sem v bistvu, da tisti, ki tega ne poznajo, pa še enkrat nimajo, da tako rečem, malo nekaj enih prihrankov, ki bi jih lahko pogrešili, potem zelo, zelo previdno v kriptosvet. Vse tukaj se mi zdi, da pride prav na mestu od Warrena Buffetta, dedka dolgoročnega investiranja, njegov pregovor oziroma njegov nasvet, če nisi sposoben prenesti 50% upadov na borzi, ne, potem ti odsvetuje, da greš na borzo. Pri kriptovalutah bi pa lahko rekli, verjetno, če nisi pripravljen sprejeti izgube, celotne 100%, ne hodi potem na ta trg. Ja. Bravo, to je super, ja. Ja, res. Preden vas pustim, vas nujno moram še vprašati, kakšen je vaš pogled na trenutno situacijo. Imamo povišano inflacijo, grozi nam stagflacija. Kako zdaj poiskati zatočišče pred to nevihto? Eno je seveda razpršenost portfelja, ne.
Zdaj, dajte, če sam pogledamo nazaj, 2008, ko se je začela septembra tista velika finančna kriza, povezana z ekonomijo. V zahodnem svetu se je dejansko začel dvigovati 2011, 2012, pri nas šele po 2013, 2014, recimo. A ne. To pomeni potrpljenje, potrpežljivost 5-6 let. A ne. Ne vem, koliko časa bo to trajalo. Danes se svet mnogo hitreje vrti in lahko bo to že drugo leto zadeva rešena, lahko bo še dalj časa trajalo. Stvar, zdaj vidimo tudi inflacija, ne, kar pomeni, da tveganje pred inflacijo je precejšno. A ne. V tem primeru, recimo, jaz mislim, da bi bila zelo dobra naložba nepremičnine, kar pa seveda zahteva 100 plus imeti trenutno prostih sredstev, a ne. Možnost prodaje seveda delnic, kakšnih kripto kovancev, zato da gremo v določeno naložbo, kar se tiče nepremičnin. Tega bo zdaj, kar se mi zdi, dovolj. A ne. Konkretno v Kranju jaz računam, letos bo 500 novih stanovanj. Vem, kaj se dela, gradbena dovoljenja so malo pred izdajo. V prihodnjih 2 letih pa še dodatnih 500. To je za Kranj z 58 tisočimi prebivalci kar precejšnjo število, to se pravi skoraj rečemo 7-8% povečanje prebivalstva, če tako pogledamo. A ne. In nepremičnine, glejte, se bo upad, ampak ker je bila tudi takrat kriza po 2008, ampak na dolgi rok se je zdaj izkazalo to vse dobre naložbe, tisti, ki smo takrat kupovali kakšna stanovanja. Potem delnice, še vedno bodo fabrike delale in mogoče bodo manjši dobički, manjše dividende, ampak vseeno stabilna naložba. In pa seveda kripto. Še vedno verjamem, kot sem dejal, razvoj bo šel naprej. In ja, zlato je se tudi nekako, čeprav zlato je potem, veste, ko je kriza, ga je zelo težko pretopiti v neko vrednost. A ne. Tako da zlata nimam, no, nisem prav velik pristaš vlaganja v zlato. Torej, vedno imam jaz načelo, treba to, kar ste rekla, kar je Buffett rekel, a ne, pri kriptu pa res velja, skoraj na nulo pade in moraš verjeti v to, da bo zadeva čez leto, 2 ali več let zelo donosna lahko. No. Zdaj, mogoče sem tlele pri stanovanjih, ne, stanovanje, se veste, kakšne so cene letijo v nebo, praktično imamo rekorde, praktično na vseh mestih. Ljubljana je zdaj že 3400 plus evrov na kvadratni meter rabljenega stanovanja, tako da tukaj se mi zdi, da je za nekega investitorja zelo malo prostora, da bi lahko ustvaril nek lep donos, ne, ti procenti se kar krčijo. In na drugi strani imamo povišano inflacijo, tako da vprašanje smiselnosti te investicije v tem hipu pri teh cenah. Je pa zanimivo to, opažam, da veliko kriptopodjetnikov pa kriptoinvestitorjev iščejo zatočišče v nepremičninah iz tega virtualnega sveta. Tudi sam ste rekel, da ste prodal del investicij v kripto, zato da ste kupil vikend. Ja, najprej, če se vrnemo na stanovanja, se strinjam, cene so izredno visoke, ampak če bo slučajno kriza, ne, potem bodo tudi cene tukaj le padle. Ne, in takrat je priložnost, če imaš ti likvidno sredstvo, ki ga takoj lahko spremeniš denar ali imaš denar, potem je takrat možnost. Ker se spomnimo, koliko je podjetij propadlo, gradbenih, ki so res v bistvu brez kakršnega koli znanja vlagale v izgradnjo stanovanj ali pa poslovnih prostorov. Kar se tiče, ja, to, kar ste rekla, veliko kriptovlagateljev, ravno to je tisto, ne, tisti, ki imamo določene izkušnje, potem postavimo svoj limit in konkretno pri meni ni šlo sploh, je šlo za investicijo zato, da pač smo si zaželeli vikend na morju, da svoj prosti čas preživljaš res v miru, v naravi. In to je bila glavna ideja, zakaj sem jaz se odločil za nakup tega vikenda. Ne zato, da ga oddajam pa s tem služim, ampak samo v bistvu za lasten užitek, da tako rečem, pa nekako povezovanje družine, prijateljev in podobno. Ne.
To je bila moja ideja. Predstavlja pa seveda neko varnost, tudi če se bo kriza še bolj stopnjevala, še vedno seveda ga prodaš pod ceno, ampak še vedno je likviden. Ampak jaz mislim, da tega ne bo potrebno. Zdaj, ko ste povedal, da bi nepremičnina bila lahko potencialno zanimiva investicija, ko seveda upadejo cene in da je dobro biti, v bistvu imeti sredstva na voljo za investicijo. Torej, naši mladi poslušalci to vse slišijo, jaz vas moram vprašati zdaj, pričakujete upad cen nepremičnin? Ne prevelik. Mogoče v bistvu te elitne lokacije bodo cene zadržale, medtem ko bolj obrobne zadeve pa jaz mislim, da bo. Predvsem velik problem bo nastal pri hišah. To se pravi stare hiše, tiste, ki so se v času socializma gradile v 70-ih, konec 70-ih let, ko so podjetja ponujala res ugodne kredite in dejansko si takrat v tistem času skoraj vsakdo lahko privoščil hišo. Malo so skupaj stopili, kupili zidake, avto naredili in hiša je stala, mogoče še nedokončana, ampak to se je dejansko dalo delati in takrat je bila tako visoka inflacija, da dejansko ves tisti kredit je bil na koncu, jaz se spomnim, meni je to oče rekel, vreden za par kav, da tako rečem. In te hiše, ki so zdaj energetsko strašno potratne, mladi so se izselili v mesta in seveda starejše osebe ostajajo same. In s porastom cen teh energentov je vzdrževanje zelo naporno oziroma predstavlja zelo velik strošek in take hiše so že v prodaji. In tukaj je priložnost za mlade, da tukaj najdejo. Medtem kot sem rekel, stanovanja na elitni lokaciji, cene bodo ostale, obrobju pa znajo pasti. Mi recimo zdaj, ko pred pridobivanjem gradbenega dovoljenja tukaj v Kranju eno podjetje, veste, Kranj je 25 kilometrov od Ljubljane in cena, ki je postavljena na trgu z DDV-jem novega stanovanja je 2500 evrov. Fiksirana, to se pravi podpisu pogodbe 10%, potem pa čez 2-3 leta, ko se to konča. To pa je nek relativno za mene ugodna varianta za nakup stanovanja. Za konec bi vas samo še to vprašala, tudi to me zanima, Bitcoin je v bistvu relativno mlad, 2009 se je rodila ta kriptovaluta in od takrat praktično na borznih trgih beležimo bikovski trend. Tako da kriptovalute pravega borznega medvedjega trenda, ki ga pričakujemo v bližnji prihodnosti oziroma v prihodnosti, še niso okusile kriptovalute tega medvedjega trenda. Kakšne mislite, da bodo posledice ali pa kako bo kripto to občutil? Ker padci na borzi so kar brutalni, kot ste rekel, 2008 so upadli tečaji tudi do 65%. Tako da tukaj pa kaj lahko pričakujemo potem? Zdaj, kar se je v zadnjem času, to se pravi recimo od začetka korone pokazalo je, da se kriptosvet giblje v isti smeri, kot se gibljajo delniški trgi, samo da so padci mnogo bolj očitni, mnogo večji. Medtem ko je porast, je pa tako, mogoče kar malo zakrita, dejansko zelo hitro se zgodi, in potem, ko se na delniškem trgu ali pa na celotnem finančnem trgu nekaj zgodi, pa to res zelo zgrmi. Recimo ena taka izjema, ki se je naredila, je bilo zdaj ob invaziji Rusije na Ukrajino, ko so delniški trgi padli, v tistem trenutku je pa Bitcoin zrasel za 10%, ker so pač Rusi videli tam priložnost, da lahko ta kriptosvet uporabijo za določene finančne transakcije. Ampak bolj, ko bo kriptotrg reguliran, bolj bo imel isto smer in isto velikost rasti ali pa padca kot v bistvu ostali finančni instrumenti. To se pravi, predvsem tukaj mislim delnice, nepremičninski trg, nafta, surovine in podobno.
Pred nami so negotovi časi. Kaj svetujete malim vlagateljem, kako naj prebrodijo te nemirne čase? Ja, ravno včeraj mi je ena kolegica poslala svoje naložbe, ki jih ima v delnice, če bi ona zdaj to prodala, sem rekel, veš kaj, jaz sem pa v fazi, da to zdaj kupim. Tako da sem ji dal odgovor. Veste, v tem trenutku jaz sem pasivni vlagatelj, ne bom naredil nič, tudi če bo še bolj padel, ker verjamem, da bo zgodba prej ali slej spet se ponovilo leto 2021, če pogledam iz kripto sveta, ne. Še enkrat pa v bistvu govorimo o denarju, ki ga lahko, da rečemo, pogrešim, a ne. Seveda bo zelo hudo, me bo zelo prizadelo, ampak dejansko se zavedam, da se igram s tveganji in da je možna tudi 100% izguba, no, ampak jaz sem večni optimist, verjamem v ta svet, kriptosvet in zato bom pač svoje naložbe pustil tako, kot sem, tudi nobene nepremičnine ne razmišljam, da bi v tem trenutku kupil. Se pa seveda sledim dnevnim informacijam, trendom, se pa lahko to že jutri tako rekoč spremeni. Svet se spreminja s svetlobno hitrostjo, tako da najlepša hvala, da ste si vzeli čas za pogovor in hvala za vse te zanimive informacije. Hvala tudi vam, lep dan in pa res upam, da se še kaj takole srečamo, pa veliko sreče pri vlaganjih. Najlepša hvala, hvala tudi poslušalcem in gledalcem. Če vas kaj žuli, mi prosim pišite na marja@businesspace.com. Poslušajte Money How, ne bo vam žal in lep pozdrav!